Vsako leto v Dražgošah v mesecu januarju poteka slavnostna prireditev ob spomeniku v Dražgošah. Letos mineva od tega dogodka, ko so 42. leta Nemci Dražgoše požgali že 78 let. Tukaj pa so počastili spomin na te dogodke že 63. Slavnostni govornik letos na tem mestu je bil Erwin Fritz, pesnik, pisatelj, dramaturg. Predsednik organizacijskega odbora, general Vladislav Lipič, koliko let ste že predsednik organizacijskega odbora in kako so letos tekle priprave na že 78. prireditev v Dražgošah? To je sedaj četrto leto, ko z organizacijskim odborom za pripravo te slovesnosti sodelujemo in moram reči, da kakšnih posebnih težav ni. Vsi tisti, ki so že kar nekaj let člani tega odbora, izredno dobro opravljajo svoje že utečene naloge in jaz sem prepričan, da bo tudi letošnja slovesnost tako izvenela. Kdo je letošnji slavnostni govornik? Letos bo spregovoril pesnik in esejist, slovenski pesnik in esejist Erwin Fritz, ki se je hvaležno odzval na našo prošnjo in jaz upam, da bodo tudi prisotni zadovoljni z tem, kar bo povedal. Kakšen je kulturni program, ki ste ga pripravili? V kulturnem programu bodo sodelovali umetniki, recitatorji, mladi, skratka, tako kot je tu vedno običaj, tisti, kateri lahko z svojimi besedami jasno izražajo sporočilo Dražgoš. In verjamete, da se bo ta slovesnost nadaljevala tudi v prihodnjih letu? Ne glede na vse, kar se sedaj odvija v naši družbi in sedaj tudi v evropskem prostoru, sem jaz prepričan, da je to nujno, da bo ta slovesnost obstala in da bo vedno izvenela kot sporočilo miru in sporočilo izročitve tega spomina na dogodke, ki so se zgodili v Dražgošah in naša naloga je in predvsem naloga mladih, da bodo to tudi obdržali. Tovarišice in tovariši, Dražgošanke in Dražgošani, borke, borci, spoštovani gostje. Marijan Križman, vi ste predsednik Združenja za vrednote NOB Republike Slovenije. Nadaljujete tradicijo, ki jo je začel že vaš predhodni dolgoletni predsednik, gospod Janez Stanovnik. Ja, tako je. Nadaljujem sicer njegovo tradicijo, kar ni lahka naloga, kajti tovariš Stanovnik je še vedno legenda naše organizacije in nasplošno, ampak vendarle, danes smo tu zato, da se poklonimo spominu legendarni dražgoški bitki, kjer je pravzaprav okupator, v tem primeru Nemci, spoznali, da na tem področju Slovenije ne bodo ljudje stali križne roki in sprejeli njihovo okupacijo kar tako. To je bilo eno veliko sporočilo ne samo za Slovenijo, tudi za celo Evropo, ko se je
dokaj močna skupina seveda partizanov uprla takrat še nepremagljivemu Rajhu in seveda, kot sem rekel, sporočili vsem, upreti se je treba zato, da se osvobodimo, da na koncu danes imamo svojo državo, izhajajoče hočete tudi iz Dražgoške bitke, ki je bila prva taka legendarna bitka. Prvi bo venec spomeniku položil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Delegacije Krajevne skupnosti Dražgoše Rudno. Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote Nove Slovenije Marjan Križman. Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Delegacija veleposlaništva Ruske federacije. Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka. So Nemci Dražgoše požgali. Ja, Nemci so bili pravzaprav vojni kriminalci. Nemci so, ko so iz obupa pač ugotovili, da se ne morejo maščevati partizanom, so pobili talce, požgali, ampak zato ne rabi biti vojak, zato je dovolj, da si kriminalc. Leto potekajo v spomin na to v številni pohodi tukaj iz različnih krajev in koncev. Ja, to nas lahko rečem zelo veseli. Dražgoše so postale tradicionalno zbirališče in točka pohodništva, če hočete tudi točka srečevanja. Na koncu koncev si pa mi na naši zvezi prizadevamo, da vendarle Dražgoše ostanejo zgodovinski spomin na prvo legendarno bitko Cankarjevega bataljona. Od žuljev se naših prijavke redijo.
Blaž Kavčič, vi ste podpredsednik Zveze borcev za vrednote NOB in seveda eden izmed tistih, da se ohranja spomin na dogodke, ki so se zvrstili tukaj v Dražgošah leta 1942. Ja, jaz prihajam tukaj s posebnim odnosom do preteklosti, ker med borci v Dražgošah je bil tudi moj oče, France Kavčič Veljko in njegovi bratje. Sicer je pa to spomenik upornosti slovenski, ki se je skozi 1400 let razvijala, tako da ta tradicija slovenskega boja za obstoj in razvoj ima 1400 letno tradicijo in ta epizoda razvoja slovenske nacije med narodnoosvobodilnim bojem je posebej pomembna. Zato mislim, da dolgujemo veliko spoštovanja mi, pripadniki sedanjih generacij, do teh korenin naše preteklosti. Sporočilo iz tega meseca ob tej tradicionalni slovesnosti v Dražgošah vsako leto v mesecu januarju. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, spomin na epopejo, ki se je tukaj v Dražgošah dogajala v začetku januarja 1942, nas vsako leto množično zgrne na spominsko slovesnost sem gor, da bi se spomnili upornosti in svobodoljubja našega naroda, naših ljudi, naših prednikov. Mineva pač že 78 let od slavnega in tragičnega boja, ki so ga partizani bojevali na teh strminah in v tej vasi. 78 let je mnogo let. Le še redki so med nami, ki so se borili v narodno-osvobodilnem boju in revoluciji in sami doživeli težke vojne čase. Bili so veliki časi in moramo se jih spominjati. Pozdravljeni torej na tej slovesnosti, drage tovarišice in dragi tovariši, borci in borke, Dražgošanke in Dražgošani, zlasti pa vsi mladi, ki ste tukaj z nami. Tu so naši prapori, tu je veličasten spomenik veličastnemu boju, tu slišimo vsako leto naše partizanske pesmi, ki so navdihovale borce za svobodo. Partizanska umetnost, zlasti pesmi, ki so bile najbolj priljubljene, so še zmeraj nekaj čudežnega. So veseli veter, so kri v plamenih. Partizanska umetnost je partizanstvo povzdigovala v kulturni boj. Kulturniki in umetniki, pesniki in likovniki, glasbeniki in gledališčniki so v nemogočih razmerah ustvarili dela, ki še vedno sodijo v vrh slovenske umetniške ustvarjalnosti. Domovina naša je svobodna, prosto diha spet slovenski rod. Rimska gora in dolina rodna, soncu sveti
Vsako leto prihajate v Dražgoše? Vsako leto prihajam po poteh Cankarjevega bataljona, po spominih, obuditev naše zgodovine, druženje s prijatelji, prav lepo nam je. Koliko vas je prišlo? 7 privat, tako da imamo lepo druženje, partizanske pesmi, spomini. Moj dedek je bil tudi partizan, je padel za svobodo slovenskega naroda, tako da sem prav ponosna. Ludvik Kavčič, odkje ste prišli tokrat v Dražgoše? Ja, drugače se pripeljemo do Nemil, pa majhen še višji gor, potem gremo pa peš naprej. Sicer vsako leto prihajate? Ja, skoraj vsako leto. Dale že več let smo kar vsako leto, ja. Prej je bilo pa bolj občasno. No. Se vam zdi to drag spomin na trenutke, ki so se odvijali v Dražgošah? Ja, tudi oče je življenje izgubil, ampak ne v Dražgošah, tam na vojskem, tudi na vojščici je padel, tako da spoštujem te zadeve. Vas pride več skupaj? Ja, dole nas je bilo 6, ne, tako da je kar smo aktivni, no, tako. Ste prišli tudi takrat, kadar je bilo polno snega, kadar je bil dež v vsakem vremenu, tako kot partizani? Prej sem pa hodil iz Čepul, ne, pa skozi peš sem, ne, samo zdaj pa leta naredijo svoje, ne, in moram pa malo bolj paziti, no, na svoje zdravje in grem malo manj v breh, no. Hvala in srečno. Hvala. Zavojevalske vojske so pač povsod tako kot tu v Dražgošah. Ravnale z našimi ljudmi okrutno, pravzaprav komaj predstavljivo. Prikorakale so v našo deželo in tu vzpostavile neprikrito hudodelsko ureditev, ki ne šteje množično uničenih posameznih življenj, saj so prišle z namenom, da izbrišejo s sveta narod, prebivalstvo. Marjan Burja, tudi vi vsako leto prihajate v Dražgoše? Ja, točno. Z katere smeri ste prišli? Prišel sem iz Nemilje gor. Vas je več? Ne, tokrat sem sam prišel, pa je tudi dosti znancev. Kaj vas veže na Dražgoše? Predvsem spomin na očeta. Oče je bil takrat v Škofjeloškem odredu. Tako da je to tisto, kar moramo spoštovati. Boste še ohranjali ta spomin? Ja, točno. Do konca. Branko Dežman, vi gotovo vsako leto prihajate v Dražgoše? Ja, seveda. Malo tudi kolesarje organiziram. Dekle hodijo že vrsto let, no. Ne moram povedati, koliko je tam, ampak že od samega začetka, ki je snega zmanjkalo, prek smo laufali na smučeh, Membičkove skale, polk je pa snega zmanjkalo, zdaj pa hodimo s kolesom po asfaltu. Z katere smeri ste prišli tokrat? Ja, iz Kranja. Iz Kranja? Vas je več? Ja, nepar nas je, ja, v glavnem so tudi tekači, pa je nepar kolesarjev. Ja, skozi manj nas je, ne. Kaj vas veže na to prireditev? Ja, to je pa, smo tistega leta gor rasli, ne, se je to dogajalo in tudi na spomin na svoje starše je tudi to, ne. Moj oče je tudi padel v partizanah, tako da je zame to en lep spomin, lep izziv, taka partizanska prireditev. Vsaka, ne samo Dražgoška. Zdaj kar nekaj let zaporedoma prihajam, tako da te stvari cenim in zato pridem. In odkje prihajate? Iz Polanske doline, Polan. Torej ste tukaj blizu in ohranjate spomin na čase? Tukaj doma, zato če takole rečem, v osnovni šoli, ko so nas učili, ki je Dražgoška bitka,
si nisem mislil, da bom tako blizu prišel po ženo. Tako da zdaj kar prihajam. Nikoli ne reče nikoli, ne? Pa danes je lepo vreme. Vreme je odlično, tako da lahko vsak najde nekaj za sebe, posebno, če je odprtega srca. Druženje s prijatelji. Tako je. Ne. Veliko jih srečaš, ki ponavadi cel let ne vidiš in se kaj pametnega pogovori z njimi. Tako da, če bo še zdravje služilo, bomo še videli tukaj. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni jih prav nič strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je to mlada vojska, ki zapela je skozi vas? Kakšna je to mlada vojska, druga vsak od prejšnjih čas? To je prava naša vojska, to je sila naša moč. To je vojska partizanska, jutro znani nam pojoč. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni ponovno v Dražgošah. Moram reči, da z veseljem prihajam, to pa zato, ker se nečesa zavedam, kar marsikdo pozabi, da smo kot Slovenci obstali. Je zato, ker smo spoštovali in spoštujemo svoj jezik, kulturo in spoštujemo svojo zgodovino. Tudi najbolj pomembne trenutke naše zgodovine, ko smo se bojevali proti temu, da nas uničijo. Če bi takrat nacizem in fašizem, če bi oba zmagala, mi na tem področju ne bi govorili slovensko. In tudi tukaj so ljudje zato, da mi govorimo slovensko, da smo kot narod obstali. So tukaj ljudje dali svoje življenje. In jaz ti res želim, da vsak je zaveden, to spoštuje in to spoštovanje pokaže tudi takole, da letno obišče tista področja, ker so se najtežje bitke dogajale. In vi vsako leto prihajate tukaj v Dražgošo, lansko leto pa ste bil celo slavnostni govornik. To je bila zelo velika čast, pa tudi na nek način obveza. Govoriti o zgodovini, ki je pomembna, ki je nam pomagala, da smo sedaj postali tudi država, je nekaj, kar človeka tudi da pred zelo težko nalogo. Jaz sem se zelo trudil, da sem svojo nalogo korektno in dobro opravil. Si pa res želim, da zgodovina v Sloveniji ne bi bila predmet prepira. Zgodovine je nemogoče spreminjati, potrebno jo je sprejeti, spoštovati, včasih tudi kaj odpustiti, nikoli pa pozabiti. Hvala za pogovor. Hvala, ker ste bili z mano. Ja. Cankarjevega bataljona, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Dražgoše Rudno, Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega društva Sever Zagorensko, Zveze slovenskih častnikov, Društva Tigar Primorske in Zveze koroških partizanov. Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite požigavce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva,
sodelujočim v čudovitem kulturnem programu, številnim organizacijam in prostovoljcem za trud pri pripravi slovesnosti in pohodov pod okriljem organizacijskega komiteja po stezah partizanske jelovice pri borčevski organizaciji.